Sem duhovnik, sem redovnik, 15 let duhovnik, 25 let redovnik, član jezuitskega reda in v razdobju teh let se zgodi marsikaj v življenju. Ko sem se odločil za ta poklic, sem že končal univerzo, torej sem bil malo starejši in sem bil tudi prepričan, da pravzaprav o življenju živim že kar precej, tudi o redovnem življenju. Videl sem življenje redovnikov, redovnic od blizu in bil prepričan, da to pravzaprav obvladam. In ko sem vstopil v jezuitski red, v noviciat in v formacijo, je pravzaprav res bilo tako. Ni bilo posebno velikih presenečenj, prejel sem ogromno lepega, ogromno dobrega v tem času formacije, vendar v tem času si nekoliko še skrit, nisi tako izpostavljen v javnosti. Ko pa sem se izpostavil v javnosti, v pastoralnem delu, sem pa začel spoznavati nekako še drugo plat, drugo realnost tega poklica. Namreč ugotovil sem, da niso vsi ljudje navdušeni nad Kristusom, nad krščanskim življenjem, tudi tisti ne, ki hodijo v cerkev ob nedeljah. Da so ljudje marsikdaj popolnoma gluhi za to, kar oznanjamo, za kar se trudimo, in da jih bolj zanimajo druge stvari, recimo nakupi v trgovini, bolj jih zanimajo dobre počitnice, razvedrilo, prijatelji in ostale stvari. In dostikrat sem se začutil kot duhovnik in redovnik, da stojim nekako ob strani, nekako ob robu in opazujem življenje ljudi, ki jih hodijo mimo in me včasih malo pogledajo, dajo nekaj pozornosti temu duhovnemu življenju oziroma nam redovnikom in duhovnikom. To ni bila tako prijetna izkušnja, vendar se nekako še prenese. Potem stvar, ki me je pa veliko bolj prizadela, je bilo pa to, da se je udarila v javnost novica, da se v cerkvi dogajajo tudi zlorabe, se pravi duhovne in pa spolne zlorabe. In ko pa je to prišlo celo do našega reda, jezuiti imamo celo en zelo odmeven primer, pa moram reči, da me je to zelo prizadelo in najbrž ne samo mene. V tem trenutku sem res začel razmišljati, kaj redovni poklic in duhovniški poklic pravzaprav je, ali je to res šala, ali pa je to nekaj resnega. Ali je nujno, da po nekaj letih pride do tega, da se človek naveliča tega načina življenja, tega poklica, da se toliko utrudi, da vse skupaj opusti in preprosto odide, kot da se ni zgodilo nič. Torej za obljube in vse ostalo ne pomeni nič. Moram reči, da me je to precej potrlo in mi dalo veliko misliti, me spravilo v neko notranjo krizo. In v tem času krize sem res začel razmišljati o smislu redovnega življenja, v smislu za obljub. In lahko rečem, da mi je edino tolažbo v tem dalo to, da Kristus oziroma ta odločitev zanj meni osebno ogromno da. Da sem iz tega do sedaj živel in da me to osrečuje osebno v življenju. In rekel sem si, dobro, če me vsaj osebno to osrečuje, se splača živeti ta način življenja, tudi če pri drugih ne bi bil sprejet, tudi če je pri drugih ignoriran, tudi če smo v javnosti označeni kot taki drugačni grešniki, vendarle pa točno vem, imam izkustvo, da Kristus je v meni, da Kristus deluje po meni, da mi daje ljubezen, da mi daje moč in da me osrečuje. In to me je začelo spet nekako ponovno dvigati in nekako biti pripravljen, tudi če nas ostane čisto malo v tem redu, če nas ostane malo v cerkvi, pa vendar nas je vsaj nekaj, ki nas Kristus osrečuje, ki nam pomaga. In tako sem nekako uspel prebroditi to krizo, iti naprej in optimistično gledati v prihodnost. V začetku, recimo, če vzamemo jezuitski red, je bilo samo nekaj patrov, jih je bilo 8 ali pa 10, ki so bili ustanovitelji reda in red se je potem precej razširil, pa vendarle v njih je bil ta apostolski zagon, apostolska gorečnost in verjamem, da je danes lahko temu spet tako. Naj gre za katerikoli red, v vsakem redu je mogoče neka prenova, v vsaki provinciji je mogoče neka prenova, in mogoče je začeti znova. Lahko rečem, da me je ta izkušnja precej očistila, mi dala veliko misliti in da sem pravzaprav s tako trdo izkušnjo tudi veliko pridobil. In kaj naj bi zdaj rekel ob koncu vam vsem, ki poslušate tole pričevanje?
Mogoče to, da ko zaidete v kakšno težavo, zaidete v kakšno stisko, ko vas skušnjava pritisne ob tla, takrat preprosto zaupajte temu, kar je zapisano najgloblje v srcu, najglobljemu hrepenenju v srcu in mu pogumno sledite, tudi če greste skozi praznino, tudi če greste skozi puščavo, tudi če ne vidite nobene prave prihodnosti pred seboj. Vaš kompas naj bo srce, tisto, kar je Bog zapisal v vaše srce, in zatem pojdite naprej. Nam jezuitom je v velik pripomoček vsakdanje spraševanje vesti ali egzamen, to naj bi jezuit opravil 2 ali pa 3 na dan, ko se mogoče ustaviš, pa pomisliš, kako je z mojimi izkušnjavami, kako so se pojavljale v tem času od zadnjega spraševanja, potem vse to izročiš Gospodu, ga prosiš za pomoč in nekako sproščeno in pogumno odideš naprej. In ta vztrajna vaja lahko zagarantiram prinese kar velike sadove in mogoče lahko tudi nek koristen pripomoček za ta postni čas. In naj vas res Gospod blagoslovi v tem postnem času, ter vam da moči za premagovanje vsakršnih skušnjav in hodite naprej v veri, da je v vašem srcu zapisan Božji klic, zapisana Kristusova prisotnost.